Na ponedeljkovem srečanju je vlada odločala o aktivnostih, s katerimi želi omiliti širjenje virusa v Sloveniji. Na novinarski konferenci so predstavili cilje in namene spletne aplikacije za varovanje zdravja. Uvodno besedo na konferenci je prevzel vladni govorec Jelko Kacin. Po včerajšnji nevihtni noči, ki je povzročila številne preglavice mnogim prebivalcem širom Slovenije, smo zopet z vami z najpomembnejšimi poudarki, vezanimi na širitev novega koronavirusa. Naj danes najprej izrazim zadovoljstvo, da se je sinoči sestala vlada v razširjeni sestavi, da bi pregledala dopolnjen državni načrt ukrepanja za primer epidemije oziroma pandemije. Potekala je obširna razprava z več zaključki, ki vam jih bomo predstavili delno danes in tudi v prihodnjih dneh. Med perečimi temi včerajšnje razprave je bil nadzor nad izvajanjem karantenskih odločb in bolj učinkovito delovanje zdravstvenega inšpektorata. Že v nedeljo je inšpektorat dokazal, da nadzor zmore, če so in ko so karantenske odločbe vročene. Drugačne prioritete mu bodo omogočile, da bo odslej opravljal tudi do 500 nadzorov izvajanja karantenskih odločb dnevno. Spodbudno je, da tudi drugi ministri ponujajo kadrovsko pomoč svojih inšpektorjev za učinkovit nadzor nad izvajanjem drugih ukrepov. Vlada je včeraj tudi dosegla dogovor, da bo prioritetno urejala pravno podlago za zaščito najbolj ogroženih delov prebivalstva. Domove za starejše in druge socialno-varstvene zavode, med njimi tudi zapore, bo na podlagi zakona o nalezljivih boleznih na predlog ministra za zdravje razglasila za ogrožena območja. Naj pa pri tem dodam, da po mojem razumevanju ogrožena območja niso le socialno-varstveni zavodi, pač pa tudi vse bolnišnice, in to ne le tiste za COVID-19, in tudi vsi zdravstveni domovi, še zlasti pa vse urgence v takih domovih. Na drugi strani se je vlada poenotila, da se moramo pripraviti tudi na veliko večji obseg bolezni. Vlada načrtuje močno povečanje laboratorijskih kapacitet za testiranje okužb z novim koronavirusom, s čimer bo država jeseni lahko dnevno obravnavala veliko več kot trenutnih največ 1500 testov v enem dnevu. Epidemiološka situacija v naši državi se slabša, morda bi lahko rekli tudi zaostruje. Danes ponovno beležimo čez 20 okuženih. Za včerajšnji dan imamo podatek, da je bilo ugotovljenih 23 novih okužb s COVID-19. Povedati moramo, da to žal pomeni, da ena nova okužena oseba okuži še vedno več kot 2 drugi osebi. S tem Slovenija dosega številke, za katere pred 2 tednoma nismo verjeli, da bi jih lahko kadarkoli dosegali. S tem Slovenija postopoma prehaja v fazo držav, kjer je 14-dnevno povprečje okuženih na 100 tisoč prebivalcev, tam okrog 10. Zato je z nami dr. Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki bo osvetlil epidemiološko sliko v Sloveniji ter na Zahodnem Balkanu. Podrobneje je samo aplikacijo opisal predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje Mario Fafangel. Lahko pomislimo, da se poslužimo novih tehnologij, ki nam bi lahko pomagali pri identifikaciji teh kontaktov in pri iskanju teh kontaktov. Tukaj govorimo o spletnih aplikacijah, ki so lahko v pomoč. Naslednji slajd. Tukaj govorim o tako imenovani aplikaciji za iskanje in opozarjanje teh kontaktov. To niso aplikacije za sledenje. Jaz bi tukaj rad podal samo mnenje na epidemiologov in mnenje naše stroke, kaj vidimo kot doprinos take rešitve pri obvladovanju izbruha. Kakor sem rekel, iskanje kontaktov je precej analogna zadeva v današnjem dnevu. Epidemiolog se pogovori s kontaktom, ta pove, s kom je bil v stiku še 2 dni pred simptomom in mi te kontakte potem lahko obvestimo in svetujemo, kako naj ukrepajo, da se virus ne bo širil naprej. Analogne zadeve so seveda pogojene na spomin, na ta pogovor, kako se bo oseba spomnila, s kom je bila v stiku. Lažje se spomniš, če si bil v stiku s tvojimi znanci, težje se spomniš, če si bil mogoče v stiku z osebo samo za krajši čas, ampak jo ne poznaš, kako jo bomo obvestili. Tukaj lahko pride v poštev aplikacija, ki nam ravno pomaga iskati te kontakte.
Aplikacija pa, da ima smisel iz epidemiološkega vidika, mora biti na telefonih večine populacije. Mora biti prostovoljna aplikacija, ki se jo ljudje dajo gor še preden zbolijo, to je najbolj pomembno. Da aplikacija lahko pomaga, ker bo samo pomagala epidemiološkemu delu, ga ne bo nikoli nadomestila epidemiološko delo, mora biti nameščena na naše telefone še preden zbolimo. Ker torej v trenutku, ko bomo zboleli, če se bomo odločili, da vtipkamo v aplikacijo, da smo zboleli, samo tako bojo ti naši predhodni kontakti obveščeni. In to je vse, kar si želimo, da bojo obveščeni, kako lahko ravnajo samozaščitno, da zaščitijo sebe in da zaščitijo ostale. To pomeni, da iz vidika tega mora biti aplikacija, ki je zgrajena na zaupanje, mora biti aplikacija, ki je prostovoljna in mora biti aplikacija, ki je transparentna, da vsak lahko pogleda, da ta aplikacija dela točno to, kar vam povemo. In samo na takšen način zaupanja lahko nam bo to v pomoč. In smisel vsega tega je pa vedno isti, da z ukrepi aplikacija, čim manj kontaktov, bolno stajanje doma in vse masko v zaprtem prostoru, kaj dosežemo? Dosežemo to, da držimo te številke stabilne, da uspemo obvladovati epidemijo brez potrebe po drastičnih ukrepih, kakor je, da zapremo državo oziroma lockdown. Zdaj pa samo še posodobitev situacije v zadnjih 24 urah v Sloveniji, epidemiološkega stanja. Imeli smo, kot je rekel gospod Kacin, 23 pozitivnih primerov, 1325 testiranih oseb, 2 primera na Goriškem, eden je še v regiji Gorica, eden je še v epidemiološki preiskavi, eden je v klastru enega podjetja, torej ni bilo novih primerov vezanih z DSO v včerajšnjem dnem. V Kopru imamo 4 primere, eden je oskrbovanec doma na Krasu, enota Postojna, to je manjši dom, kjer je 11 oskrbovancev, tako da zadeve potekajo po usklajeni poti. 3 so še v epidemiološki preiskavi. V regiji Ljubljana je bilo 9 primerov, 2 sta bila importirana iz Hrvaške, eden je bil lokalni prenos v enem klastru v podjetju v Ljubljana, 6 jih je še v epidemiološki preiskavi. V mariborski regiji je bilo 6 primerov, eden v znanem klastru zdravstvenega doma Maribor, en lokalni prenos, 4 so še v epidemiološki preiskavi, kar je pa pomenilo povedati, da od teh 4 v epidemiološki preiskavi 3 so bili že v karanteni. Kar pomeni, da so bili že strani epidemiološke stroke identificirali, kar pomeni, da iz teh 3 ne pričakujemo nobenega nadaljnega širjenja virusa. Naravni so pa še 2 primera v epidemiološki preiskavi. In to je glede epidemiološkega stanja v Sloveniji. Hvala lepa. Aleš Rozman pa je še enkrat pojasnil, kako zaščititi najbolj ranljive skupine prebivalstva. Se pravi, kako zaščitimo najranljivejše skupine prebivalstva. Bom šel kar konkretno bolnišnice, domove za ostarele in tako dalje. V te inštitucije lahko pride okužba na 3 načine. Prvič, da jo tja zanese osebje, ki pride okuženo z nekega dopusta oziroma odkodarkoli. Drug način je, da ga prinesejo obiskovalci, odkodarkoli pač se nalezejo in prinesejo to s sabo. In na tretji način, da tisti oskrbovanci, pravzaprav stanovalci domov, ki so mobilni in grejo ven iz teh domov na obiske, na kavo in tako naprej, na teh obiskih oziroma na teh izhodih dobijo okužbo in jo prinesejo nazaj v institucijo. Te institucije, kjer so zbrane večje skupine, večje števila ranljivih ljudi, pravzaprav so še posebej ranljiva. Tudi ljudje doma, naši starši, stari starši na domu so ranljivi, ampak tam živimo po hišah, po stanovanjih, po 2, 3, se pravi, te stvari niso tako na očeh, kot če zaide ta okužba v neko populacijo. Zato tukaj moramo apelirati na vse te mlajše, ki so zaposleni in delajo, obiskujejo in kakorkoli prihajajo v stik s to ranljivo populacijo, da so še posebej previdni. V zadnjih tednih pogosto vidimo tudi žal neodgovorno obnašanje mladih, ki pravzaprav ne upoštevajo vseh teh ukrepov, ki jih že non-stop naštevamo, imenujemo in se pravzaprav že mi vrtijo, že po noč, ko spim, med sanjami tudi. In pravzaprav ima nek občutek, ko bom zbolel, oziroma če bom zbolel, bom pa ostal doma. Ali pa pravzaprav nekako bo že šlo to mimo mene. Ampak tudi doma ima on starše, svoje stare starše. Potem imajo njegovi prijatelji, morda starše, ki hodijo na kemoterapijo in podobno. In na ta način ga prikrajšajo za zdravljenje in pač izpostavijo tudi smrti potencialnih zaradi tega koronavirusa. Naša dolžnost je pravzaprav, da poskrbimo za naše ranljive, ne da se brigamo samo zase, po domače povedano. Zdaj smo že opazili pred nekaj dnevi, da prvi dom ostarelih pravzaprav je že okužen na Vipavskem in tukaj bi pravzaprav ponovil stvari, neke dobre prakse, ki smo jih že spoznali v prvem valu
kako obvladovati okužbo v takih inštitucijah. Prvo in najpomembnejše, kot sem že omenil, je, da ta okužba ne pride v sam dom, da ohranimo visoko stopnjo budnosti, da opazimo morda rahel prehlad pri katerim mlajšim od zaposlenih oziroma tudi pri kom od stanovalcev tam, hitro reagiramo, hitro testiramo in ugotovimo, da če imamo opravka s COVID-om oziroma če nimamo opravka s COVID-om. Potem ves čas je bila tudi ideja, da prve primere evakuiramo iz tega doma v prvih 24-48 urah, tako da domu damo čas, da se pripravi, da aktivira svoj načrt za primer epidemije, da se vpokličemo dodatne ljudi, da se odredi karantene, da se vzpostavi rdečo cono, sivo cono in tako dalje in da se izvede obsežno testiranje po domu. V naslednji fazi pravzaprav v bolnišnico odhajajo bolniki, ki rabijo bolnišnico, to smo čas poudarjali. Tisti, ki rabijo kisik oziroma napredno paliativo, ki jo ne moremo zagotoviti v domu, in pa tisti, ki imajo pač resne znake bolezni. Večina stanovalcev teh inštitucij, to je 3/4 teh resnih znakov bolezni, ne bo imela in bo pravzaprav počakala do ozdravitve na svojem domu, tam, kjer stanujejo. Je pa izrednega pomena, da imamo sodelovanje na vseh nivojih, da se te cone, karantene in tako naprej po domu pravilno spostavimo. Če imamo pravilen lockdown neke take inštitucije, predvidevamo, da se taka okužba do konca, taka epidemija, mini epidemija do konca lahko izteče v 3 do 4 tednih in potem ta dom normalno zaživi. Če tukaj ni sodelovanja, kompliance in pravzaprav ni pravilnega ukrepanja, potem lahko gledamo te mučne zgodbe, ki smo jih že imeli v nekaterih od teh domov v sami preteklosti. Omenil sem že pred meseci našo novo realnost, na katero se bomo mogli pripraviti v naslednjih letih. Zdravilo zaenkrat efektivno še ni na vidiku, o cepivu čakamo, da izvemo morda neke spodbudne novice, ampak sigurno še ne bo v nekaj mesecih tukaj in moramo se pripraviti, upoštevati zares ta pravila obnašanja, higieno, maske in tako naprej. V 80-ih letih smo imeli epidemijo HIV-a, naučili smo se nositi kondome, danes imamo koronavirus, naučiti se moramo nositi maske, povsem analogno. Prej, ko bomo to prišlo v zavest, prej bo pravzaprav bomo imeli manj težav z vsem skupaj.